Zdravje. Ja, zdravje še ni čisto tako moglo biti, ampak so me potolažili, da v teh mesecih, kaj sem z bolnice nazaj, da sem se izredno popravil. Nekateri imajo to, mislim, s tem težave tudi po 1 leto. Tako da sem tudi jaz zadovoljen in upoštevam vsa navodila strokovna in upam, da bom prišel, kar še nisem, v tisto stanje pred to boleznijo. Upam, mislim, da se mi izboljša. Drugače pa kar zdaj še veliko delam, ravno jutri zjutraj odpotujem v Ljubljano na TV Slovenija, ker snema za eno televizijsko oddajo, ki se že snema, tudi za to oddajo. In tudi na več drugih stvareh sem že nastopil. Še isti dan imam pa tudi še en nastop, tako da priznam pa, da ne bi mogel zdaj iti na eno daljšo turo z avtom, ker imam še vedno s tem težave, mislim, in to z nogo, z desno nogo, imam neka komplikacija pač. Ampak upam, da se pravim, vsak dan je malo boljše, upam, da bo, nekateri imajo še dalje posledice. Meni je rekel celo en zdravnik, da je on imel težave skoraj 1 leto s tem, da je čutil, mislim, določene posledice v tem, tako da sem zadovoljen v takem stanju, kot sem. Ampak zdaj 1 uro nastop v živo. Uro pa pol. Uro pa pol, 15 pesmi. Ja, točno, 15-16, ja. To, hvala Bogu, kar lahko rečem, ko sem rekel hvala Bogu, nimam dobene težave z glasilkami, z glasom, jaz lahko še vedno isto pojem kot prej, kot pred 20-30 leti. Mislim, ne, dobenih težav, tudi z isto zagnanostjo, ker jaz uživam takrat, ko me dobro spremljajo, uživam, ko pojem in to je moj užitek, zato še vedno nastopam, ker mi je to res nekako tisto poživilo, ki me gor drži, lahko rečem. Glasba mene gor drži. Torej sedaj ljudje vidijo, da ste spet nazaj, tudi za mikrofonom. Verjetno se telefonski klici kar vrstijo za kakšne nastope, takšne in drugačne. Ja, jaz imam posnetih 12 ali 14 mojih koncertov in en zadnji koncert je bil tudi tu na Štajerskem, ampak zdaj sem sklenil, da ne bom delal samostojne koncerte, ker je veliko organizacije in vsega tega, tako da zaenkrat se še tega izmikam. Veliko pa nastopam tak, kjer sem gost večera, ali pa to pa me dosti kličejo, pa tudi veliko nastopam. Tako da meni je užitek priti na oder in odpeti tiste pesmi, ki jih že prepevam, nekateri po 50 let. Skratka, lahko rečem moj evergreen. Tu imam celo, danes sem bil zraven, ker so bili neki gosti, so me klicali, ki so s tujine prišli, mojih zadnjih 5 CD-jev in na vsakem CD-ju je po 20 pesmi. Tako da to je spomin. Jaz sem, kot sem že rekel, zdaj sem nekaj posnel okrog 270 pesmi, sam pa nekaj tudi okrog 250 ali 300 zabavne glasbe v teh 60 letih. In to je pač tista bera, ko lahko rečeš, ko se ozreš nazaj, pa rečeš, viš, pa je nekaj ostalo. Čeprav vedno, kada sem snimal kako pesem, pa sem rekel, mogoče pa se bo prijela, smo rekli včasih, ker publika mora sprejeti to, pa se ni. Pa sem pa kjer čisto slučajno posnel, pa je ratal hit. To ne moreš verjeti. Naprimer, takih je več. Naprimer, jaz sem pel na vseh teh festivalih, pa tam, ko sem si mislil, da bo kakšna pesem ostala, mislim, ko bo tista, pa ni, pa čist neka druga. Kar dosti, zdaj bi mogel prav CD vzeti zadnjih, na kateri so te pesmi, ko so, ker tista moja prva, ko sem bil Žigosan, je bil Štajerc, kamorkoli sem prišel v Sloveniji, gleda tega veselega Štajerca, to ti presneti, Potem je bil Silvestrski poljub, potem pa Ostal bo muzikant, pa Mladi kot smo nocoj, pa ogromno je tega, mislim. Ampak tudi sam sem avtor, okrog 300 avtorskih del, imam 350, ne vem točno koliko. In ko to gledam nazaj, vse te tekste, vse te besedila, tudi za Avsenike sem naredil kar veliko tekstov, tako da mi je to en lep spomin na to obdobje, moje glasbeno obdobje, to, ko sem se potepal. Tako da se nisem zastonj potepal po Sloveniji. In potrditev, Ja, potrditev, lahko rečem. Super.